Tantadruj je gledališka nagrada, ki jo podeljuje trojica primorskih gledališč. Gledališče Koper, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in Slovensko stalno gledališče v Trstu. Slavnostna podelitev nagrad se je letos odvila na vrtu Tržaškega mestnega muzeja Sartorijo. Tantadruja za življenjsko delo so podelili tržaškemu igralcu in režiserju Adrijanu Rusti, ki je bil prvi Tržačan z diplomo Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo. V tržaškem gledališču se je zaposlil leta 1960 in mu ostal zvest do upokojitve leta 1993. Tantadruja za predstavo je prejela uprizoritev Marijo in čarodej po noveli Tomasa Mana v dramatizaciji Tatjane Doma in režiji Ivane Džilas. S Tantadrujem za igralske stvaritve so nagradili igralca Jureta Kopušarja iz Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, s Tantadrujem za posebne dosežke pa Jako Varmuža za oblikovanje svetlobe v uprizoritvi Mali princ v produkciji gledališča Koper. Primorec Jan Krevatin je študent 3. letnika filmske in televizijske režije na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu. Trenutno pripravlja svoj diplomski film. Pred kratkim je za svoj kratki film Joža prejel nagrado Jelene Rajkovič, ki jo podeljuje Društvo hrvaških režiserjev. Pa mene se mi zdi za mlade režiserje, to je nagrada za najboljšega režiserja do 30 let na festivalu Dnevi hrvaškega filma, Dani hrvatskog filma. Ampak ja, me je ful pomeni tako kot nek kao pat on the back, da kao lahko ti to kao imaš neki kao pedi dalje delati filme še. Zgodba nagrajenega filma se vrti okoli študentke 1. letnika igre, ki v trgovini sreča starejšega, že uspešnejšega igralskega kolega ter ga prosi za pomoč pri snemanju posnetka za avdicijo. Mlada igralka je navdušena, da bo dobila pomoč izkušenega igralca, on pa si obisk pri njej razlaga malo drugače. Ta film je nastal na nek poseben način v smislu, da je nastal iz improvizacije. Torej, mi smo se, kao jaz nisem vedel točno, o čem bi rad delal film, pa smo se začeli dobivati torej, z igralci, torej z Laura Anjeć Kaliger in Jakovom Zovkom. In v bistvu smo skupaj na nek način se vprašali, katera tema nas trenutno zanima, kaj je nekaj, kar nas okupira, kateri neki like poznamo iz nekih iz našega okolja, ki bi nam bili zanimivi. Potem smo počasi v bistvu kreirali to zgodbo in odnose in situacije. In v bistvu ta film je nastal iz nekih 20 vaj vse skupaj. Njegova področja zanimanja se s časom spreminjajo, zato pravi, da šele odkriva, s kakšnimi filmi si želi ukvarjati se. Rad bi ustvarjal na področju Slovenije in Hrvaške, saj mu je to področje bolj poznano in razume tipe ljudi v tem okolju, kar mu pomaga pri kreiranju likov. V načrtu ima še vpis na magistrski program Zagrebške akademije in realizacijo nekaj kratkih filmov, čemur bo sledil razvoj scenarija za celovečerni film in prijava svojih projektov na razpise. Še zadnje je najtežje vprašanje za marsikoga. Kateri je tvoj najljubši film? Zelo me je navdušil nazadnje ta en srbski film Moj jutarnji smeh od Marka Đorđevića. Ta film je prav fenomenalen. Mislim, najljubšega filma nije, ampak ta film sem gledal pred enim letom in še vedno je ostal z mano in še vedno nekako mi je kar inspirativen v veliko segmentih. Hvala ti. Hvala tebi. Mladi val festival je namenjen mladim ustvarjalcem, lokalnim mladinskim organizacijam in društvom, da se predstavijo, povezujejo med seboj in na ustvarjalen način preživljajo svoj prosti čas. Organizatorja Medija Dom Piran in Auditorij Portorož si prizadevata, da bi na ta način oživila mladinsko organiziranje v piranski občini in tudi širše. Namen dogodka je, kot sem rekel, je mreženje mladih in zato smo povabili mladinske organizacije, društva, ki se ukvarjajo z mladino, da se predstavijo. In to je dnevni dogodek, neke vrste mladinska tržnica in potlej zvečer je koncert, to, kar smo že zdaj priča. Mladi val festival se je odvijal pretekli petek v parku Sonce Lucija in je letos potekal že 4. Na žalost se je večerni del programa prekinil bolj zgodaj, kot je bilo načrtovano.
Zaradi dežja je morala skupina The Chillers prekiniti z igranjem sredi koncerta in večerno dogajanje se je tako predhodno zaključilo. Radio Kapris je minulo soboto otvoril poletno koncertno sezono s koncertom priljubljene hrvaške pevke zabavne glasbe Severine Vučković. Na priljubljenost pevke je kazala množica obiskovalcev, ki navkljub njenemu pogostemu žvrgolenju na obali še vedno napolni koncertna prizorišča. Tako je Titov trg poskakoval v ritmih največjih uspešnic hrvaške pevke, ki je leta 2006 zastopala Hrvaško na izboru za pesem Eurovizije. Od 16. pa vse do 22. junija se v nekdanjem skladišču Libertas odvija že 3. edicija skladišče magazino Libertas festivala. Zakaj je sploh prišlo do ideje, da bi ustvarili ta festival? Festival smo v bistvu stvarili zato, da zapolnimo neko vrzel, se pravi, da dopolnimo že tako bogato kulturno ponudbo v mestni občini Koper z malo sodobnejšimi in malo bolj urbanimi zvrstmi in pa v bistvu odvodi. Festival, ki ponuja raznolik program, se je pričel z otvoritvijo razstave Petje Koceta in Davida Kuclerja ter nadaljeval z elektronskim performansom. Poleg koncertov so bili na ogled še plesni performansi, videoinstalacije, literarni večer, lutkovna predstava in glasbeni teater. Tako kot vsako leto ima festival rdečo nit medžanrskega in interžanrskega povezovanja. Tako kot vsako leto skušamo poskrbeti za to, da imamo na festivalu predstavljene tako lokalne kot pa tuje umetnike in tako kot vsako leto vedno poskušamo poiskati tisto, kar je res sodobno in urbano in poskušamo poiskati tiste zvrsti oziroma tiste dogodke, ki povezujejo več žanrov v sklopu enega. Se pravi, kadar imamo predstavo, ni nikoli samo predstava, vendar gre res za intermedijsko aktivnost. Kadar je koncert, ponavadi so še vizualije zraven, kadar je tudi vizualna umetnost v bistvu presega iz polja vizualnega v polje fizičnega, tako da na vsak način probamo preplesti različne aktivnosti. Poleg lokalnih umetnic in umetnikov so letošnji nastopajoči med drugim tudi iz Ljubljane, Novega mesta, Hrvaške in Italije. Priprava na festival se začne približno 7 mesecev pred festivalom, ko nekako naredimo prvi poziv umetnikom, ali želijo sodelovati na festivalom. Takrat se tudi zbere ekipa. Festival organiziramo Mestna občina Koper, Skupnost Italijanov Santorio, Zavod za mladino in kulturo in turizem Koper, Kulturno-izobraževalno društvo Pino, Klub študentov občine Koper in pa Neodvisni obalni radio. Veliko pomoč pa nam je tudi Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper. Tako da gre za eno tako skupnost, ki jo oblikujemo v sklopu festivala, ki sicer sodelujemo kar precej skupaj, ampak za festival pa nekako združimo moči in začnemo z zasnovanjem programa in pa seveda tudi z zasnovanjem tega, kako naredimo samo izvedbo. Velika zahteva takšnega festivala, ko gremo recimo tako kot danes, ko gremo iz lutkovne predstave oziroma iz teatra, sicer intermedijskega teatra, v 2 koncerta, ki si sledita, si morate predstavljati, da je logistika kar zahtevna. Po besedah koordinatorke festivala je njegov namen omogočiti obiskovalkam in obiskovalcem uživanje urbane kulture. Osebno sem strasten kulturni uživalec in verjamem, da nas je več takih. Če ne drugega, je korona pokazala, kako smo pogrešali umetnost, kako smo pogrešali dostopnost umetnosti in kako smo pogrešali živ stik z umetnostjo. Sodobno je pa nekaj, kar se dogaja tukaj in zdaj, je refleksija sodobne družbe, torej je refleksija tega, kar mi trenutno doživljamo in tudi imamo priložnost to toliko bolj čutiti. Libertas pa postaja kulturno stičišče mesta in mislim, da ni ustreznejša lokacija kot pa Libertas. Čeprav ima v svojih fizičnih lastnostih mogoče marsikatero pomanjkljivost, ima pa v svoji vsebinski lastnosti, se pravi glede na program, ki ga gradimo skozi celo leto, dovolj lastnosti, da ga lahko deklariramo kot prostor, ki je namenjen sodobni umetnosti.
Pomanjkljivosti nekdanjega skladišča Libertas pa namerava mestna občina Koper v prihodnje urediti. Obnova, o kateri se govori že nekaj let, naj bi bila torej zdaj res na vidiku. Prihodnje skladišče se izrisuje v bistvu programsko enako, kakor se odvija trenutno že zdaj v času kulturne zasedbe. Skladišče bo tudi po obnovi še vedno namenjeno različnim deležnikom z področja kulture in seveda njihovi souporabi in sokreaciji. Namen skladišča bo še vedno ostal, da bo spodbujal kreativnost in pa zadovoljil tudi to potrebo po uživanju umetnosti in kulture. Vsekakor upamo, da se bo ta prenova začela čim prej, načrti so že pripravljeni, potrdil jih je tudi občinski svet. Seveda je pa potreba še par kot zložiti, preden lahko nadaljujemo z naslednjim korakom. V sklopu že sprejetih načrtov naj bi skladišče Libertas po prenovi sestavljala večja dvorana s 700 stojišči, manjša dvorana z 200 stojišči, večja avla in modularni razstavni prostor. Tudi zunaj pa bodo uredili prireditveni prostor. Prenova je načrtovana, da bo trajala približno leto in pol. Glede na to, da gre za kulturno dediščino, nameravamo spoštovati glede na kulturno-varstvene pogoje, ki smo jih pridobili, nameravamo spoštovati osnovne gabarite stavbe, nameravamo ohranjati vse historične elemente, tako kot lahko recimo danes vidite zidake in lesene prečnike, tako bojo tudi ti ostali. Spoštovala se bo dolžina stavbe, zamenjati moramo pa vse, od strehe in vzpostaviti osnovno infrastrukturo, in pa seveda zagotoviti opremo. Sobotni program se je pričel z lutkovno predstavo Samost gledališkega režiserja Marka Čeha. V predstavi pa je uprizorjena poezija preminulega kantavtorja Marka Breclja. Izziv je bil vse skupaj spraviti. V bistvu imeli smo zelo malo časa. Če sem bolj natančen, smo imeli samo 17 vaj. In ko si boš ogledala predstavo, boš videla, zakaj je bil kar problem nekako vse spraviti v eno celoto. Ker imamo veliko lutke, veliko enih premikov, scena je še tako v 3 kosih na nek način vrtljiva. Je bilo kar zafrknjeno vse to skupaj zrihtati. Koliko vaj pa misliš, da bi rabili za boljšo izvedbo? Mislim, da pač na koncu stisneš vse pač v tistih 17 vaj, ne. Zdaj pač najbrž, če bi jih bilo 25, ne vem, če bi bilo kaj drugačne, ampak bi jih pa rabili, bi bilo pa fajn, če bi imeli 2 meseca vaj, ne. Ampak tako je pač bilo in pol takrat stisneš tisto, kar imaš, ne. Kaj pa bi rekel, da je bil tvoj najljubši del ustvarjanja pri lutkovni predstavi? Ne vem, nekako najljubša mi je ratala smrt, zaradi tega, ker jo imam ves čas na sebi, kot od nahrbtnika smo vzeli zadnji del in ves čas v bistvu ta smrt z mano hodi po prostoru, dela vse, tako da nekako je bilo treba oživeti to smrt. Tako da ta smrt mi je bila v bistvu največji izziv. 17 vaj za predstavo so izpeljali v dobrih 14 dneh. Predstavo pa bojo 3. julija odigrali v Zadru, septembra pa bodo na obisku v Novi Gorici in Mariboru. V bistvu je koktejl, ne, po zgoščenju, po albumu, kultnem albumu Marka Breclja, Koktejl. V bistvu je nekako to njegovo življenje od rojstva do smrti. To je to. Kakšen komad smo spustili, niso vsi noter, ampak tisti, ki pa so, jih bodo pa gledalci sigurno spoznali. Kakšno pa imaš pričakovanje glede današnjega prizorišča, v katerem boste danes igrali? Prizorišče je super. Mislim, da do zdaj najbolj paše od prostorov, kjer smo igrali. Osmoza v Ljubljani je kar malo premajhna bila. Potem smo pa igrali v Sodnem stolpu v Mariboru, kar je bilo zelo dobro, se mi zdi, da je prostor vsem, ne vem, da je bil kar malo prevelik. Tale bo pa super. Tudi tako paše k scenografiji, ki je tako vse malo staro. Tako da mislim, da prostor, da nas bo lepo sprejel, no, upam, da tudi gledalci. Zunaj je dež in zunaj je veter. Nekdo med nami bo
črni Peter. Zunaj kaplje padajo z listov, tu pa kaplje drsijo s sveč. Po lutkovni predstavi so morali stole v parterju hitro pospraviti in dvorano pripraviti za 2 koncerta. Prva je bila na sporedu indie rock glasbena zasedba Pavlov iz Litije, sledila pa je postprogresivna metal zasedba Hejan. Kdo vse sestavlja vašo glasbeno skupino in kdaj ter kako je ta nastala? Torej, Matec Blagonič, vokal, kitara. Naprej. Gaj Bostič, bobni. Peter Smrdel, bas. Matej Špovčič, kitara. Aljaž Novak, spremljevalni vokal. Zdaj, kako je nastala? V bistvu jaz sem že ful enih let pisal neke komade, ki ful dolgo nisem vedel, kaj bi z njimi zares naredil. Ko je prišel lockdown leta 2020 in sem kar enkrat imel ful več enega časa, sem se odločil, da bi iz teh komadov naredil nekaj malo bolj resnega, sem si začel malo aranžirati, malo snemati neke demote. Hitro sem potegnil Gaja zraven, ki so bili itak sošolce na konservatoriju za glasbo, pa mi je malo pomagal. In pol smo okoli tega počasi oblikovali band in šli snemati, ko smo enkrat imeli vse pripravljeno. Iz kje pa črpate inspiracijo za vaše skladbe in kateri izmed glasbenih zasedb bi rekel, da vplivajo na vas? Zdaj, naš album Imago, ki je prvi in zdaj edini album, ki smo ga dali ven, je v bistvu konceptualni album in ful osebno izpoveden album. Tako da je vse prišlo iz nekih mojih osebnih izkušenj in je neka alegorija pekla, ampak notranjega pekla, tako ne v nekem bibličnem smislu, ampak kakšne vse situacije v življenju lahko za nekaj človeka predstavljajo pekel. Zdaj, kar se tiče samega sounda in inspiracije glede tega, bi rekel, da vlečem inspiracije iz ful enih različnih stilov, večinoma pač podzvrsti metala, čeprav ne samo. Tako da imamo vse od nekih postmetalskih, post-rock ambientalnih delov, do progresivnih izpadov, do metalcore izpadov, do pop elementov, do simfoničnih elementov na momente, ni da ni. Tako da pač poslušamo vsi ful ene različne muzike, ful enih različnih bendov in mislim, da se čuje vse to v tem, kar delamo. Glasbeniki so po lanskoletni izdaji svojega prvega albuma, ki ga je produciral Matej Gobec, že takoj nastopili na festivalu 70,000 Tons of Metal v Združenih državah Amerike. V bistvu eno z drugim so prišli neki kontakti, podpisali smo se v bistvu label servisu SAOL, ki so v bistvu iz Nemčije, ki za nas delajo distribucijo PR in publishing preko njihovih partnerjev. In oni v bistvu delajo PR za festival 70,000 Tons of Metal v Miamiju in oni so tisti, ki so nas predlagali organizatorji smo bili všeč, se mu je zdelo, da smo nekaj novega, kar na barki mogoče še ni igralo, se mu je zdelo zanimivo in nam je dal šanso in smo igrali tam. Fantje so poleg snemanja v Sloveniji del studijskega albuma posneli tudi v Los Angelesu. Kako pa bi to izkušnjo s snemanjem v Los Angelesu primerjali s snemanjem v Sloveniji? Predvsem studio je ful velik, ful imajo ene opreme in sicer Kozmosoni, kjer smo snemali v Sloveniji, ima tudi, ampak vseeno je neka razlika. Spomnim se, ko sva z Randyjem v bistvu prišla v eno od sob in je Randy tudi bil takrat v bistvu prvič v East-Westu in mi je začel kazati na mikrofone, ki so bili že postavljeni in rekel, look at that mic costs $20,000 and they have 4 of them in this room alone. Se je nahajpan. Tako da je neka oprema, ki je mogoče nimali jih vsak in ki je mogoče v Sloveniji vprašanje, če jo zares kdo sploh ima. V takem obsegu, saj tudi eno full staro niv mizo, so tam imeli pač mešalno mizo, ki po mojem v Sloveniji nima noben, ki doda full nek svoj specifičen karakter, ki ga marsikateri bend išče, zato so šli Muse, Nirvana in taki ljudje snemati jaz, takih zadev. Full je nek bolje porazdeljeno delo, imeli so pač assistant recording inženirje, pa recording inženir, ki sicer v našem primeru bil Matej, ampak tako full je več nekih vlog. Feeling ti, da mislim, prodajajo ti, velik studio so, slaven studio so, zvezdniški studio so in to ti tudi prodajo. Dobili smo VIP ložo, ki je bila v bistvu zraven VIP loža od Hozierja, tako da to, mislim, neke stvari, ki v Sloveniji ne boš jih doživel, no. Mi je bilo pa v bistvu ful hudo snemati in v Sloveniji in v Los Angelesu, tako da ne bi rekel, da so naši studiji zares slabši, no. Je pa drugačna izkušnja, to pa sigurno. V Kozmosoniku ni Hozierja, tam ni Hozierja. Pa podpisov od Kendricka Lamarja in vseh mainstream slavnih ljudi. Na albumu so pretežno angleške pesmi, ker si Hejan želijo in verjamejo, da bi z njimi lažje prodrli na tuji trg.
No, danes pa prvič igrate doma. Kakšni so občutki ob tem? Se vam zdi Libertas prizorišče primerno za vas? Ful sem vesel, da končno igramo v Kopru, top. Libertas je nor plac, res je super plac, všeč mi je ambient, organizacija je super, pa je, da je na Tonski vse zmenilo ful dobro, tako da evo, še oprema je taka, kako mora biti. Ful sem vesel, da po vsem tem, ko smo pač release v Šiški, pol pa v bistvu vsi ostali koncerti po tujini in po Evropi in v Ameriki, da smo končno prijeli na domača tla, pa da vidimo, kako se domača publika odzove na nas, če bo kdo prišel. Če smem, bi samo res pohvalil organizacijo tega festivala in sploh prostor in mislim, da smo res lahko veseli, da igramo tu, ker je ta prostor za Koper in ne samo za Koper, za celotno regijo zelo, zelo pomemben. Rabimo ga, oziroma cela regija ga rabi, kot Sahara rabi vodo. In ja, tako da jaz sem tudi zelo vesel. Praši tam še onega našega. Strinjam se zelo. Nedeljski večer je bil posvečen 3 plesnim performansom, ki so jih izvedli The Lab Collettivo Contemporaneo in plesalke novo ustanovljenega lokalnega kulturnega društva Format. Plesalke kulturnega društva Format so ob zvočni spremljavi zvočnega umetnika Listening Circuits uprizorile plesni performance z imenom Cons 7. Jaz bi to opisal kot en proces, ki se razvija že nekaj časa, brez obzira na nek končni rezultat, ampak se bolj bazira na neko kolaboracijo, skupnim ustvarjanjem in nekakvom čutenjem te izkušnje plesa, oziroma tako bom rekel, odnosa plesa in zvoka in plesa. Po njegovih besedah so performance pripravili v 1 mesecu. Najljubši del tega pa mu je bil ta, da so lahko bili skupaj. Torej, sodelovali smo tudi z Erikom Juriševičem, ki je pomagal pri scenografiji. Sodelovali smo seveda z skladiščem Libertas in vsem organizatorjem tukaj. In poleg plesalk in zvočne kontribucije vsem ljudem, ki so omogočili, da je to mogoče. Zakaj pa ste performance poimenovali Cons 7? Imenovali smo Cons 7, ker je celotna ideja tega performansa bila razviti nek odnos z naravnim svetom, z naravo, z zemljo in s telesom. In smo se malo igrali z idejo, kaj je dejansko konstrukt. A je konstrukt nekaj materialnega, fizičnega, ali je to nekaj, kar se ustvari med ljudmi v procesu. Kaj pa ste si uporabil za zvoke?
Pri tej izkušnji smo potovali vse od Mesečnega zaliva v Izoli, vse do Islandije in nazaj. Poslušali smo zvok zemlje, oziroma poslušali smo vse zvoke, ki nekako sežejo izven dosega človeškega posluha. Torej, skriti zvoki, zanemarjeni zvoki, zvoki, ki se jim ponavadi ne prida veliko pozornosti, so tukaj dobili celoten spotlight. Zvočni umetnik je zvoke posnel sam v zadnjih 5 letih. Skozi performativni proces pa so zvoki dobivali svojo obliko. Libertas ima zelo velik potencial, zelo velik neizkoriščen potencial in bi si zelo rad v bodočnosti videl podobne stvari v takšnem prostoru. Mislim, da je to odlična platforma za promocijo in tudi za delo s takšnimi idejami. Festival bo trajal vse do 22. junija, ko se bo zaključil z glasbenim teatrom Gimnastika nesmisla 3.